slovesnosti prihajata minister za obrambo, magister Borut Sajovic in poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Uroš Patrnus v spremstvu podpolkovnika Benjamina Škrinjarja. Na prireditveni prostor prihaja poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gaube. Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gaube. Pripadnice in pripadniki 15. brigade so postrojeni, pripravljeni za vaš pregled ter izvedbo slovesnosti. Poroča podpolkovnik Stanislav Strniša. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Na prizorišče prihaja bojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, cenjeni gostje. Dovolite mi, da v naši sredini pozdravim ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica, poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Uroša Patrnusa, župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, župana občine Sevnice, gospoda Srečka Ocvirka. Dobrodošli. Prijazna dobrodošlica gre tudi vsem gostom, ki ste se odzvali našemu vabilu in nas počastili s svojo prisotnostjo. Pozdravljeni. Začetki slovenskega vojaškega letalstva segajo v leto 1918, ko sta bili ustanovljeni Ljubljanska in Mariborska letalska stotnija. V spomin na prvi bojni polet 3 letal dvosedov Ljubljanske stotnije 12. januarja 1919. leta praznujemo Dan vojaškega letalstva. V besedi vabim poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gaubeta. Spoštovani minister za obrambo Borut Sajovic, spoštovani župani občin Brežice, gospod Ivan Molan, Krško, gospod Janez Kerin, Sevnica, gospod Srečko Ocvirk,
Spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Uroš Patrnos, predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij, člani veteranskih in častniških združenj, policije, zaščite in reševanja, predstavniki medijev, upokojeni pripadniki Slovenskega vojaškega letalstva, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe ter ostalih enot Slovenske vojske, cenjeni gostje. Danes z velikim ponosom in spoštovanjem praznujemo dan Slovenskega vojaškega letalstva, dan, na katerem se zberemo vsi, ki smo povezani s Slovenskim vojaškim letalstvom, nam kot pripadnicam in pripadnikom 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe pa pripada čast, da skrbimo, negujemo in ohranjamo spomin na dogodke izpred več kot 100 let. Slovensko vojaško letalstvo je v teh 107 letih letelo skozi mnoga turbulentna obdobja, a se je z vztrajnostjo in močno voljo posameznih entuziastov razvijalo in šlo skozi mnoga preoblikovanja in preobrazbe, ki niso temeljile zgolj na organizacijskih spremembah, temveč so jasen izraz naše zrelosti, rasti in odgovornosti do varovanja slovenskega neba ter varnosti naše domovine. Ta zrelost, rast in odgovornost je sedaj na nas, pripadnicah in pripadnikih 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Vaša predanost, strokovnost in pogum ostajajo nepogrešljivi stebri naše nacionalne in kolektivne varnosti. Vaše delo pogosto nevidno v širši javnosti, a neprecenljivo v trenutkih preizkušenj nas navdihuje in zavezuje. Skozi desetletja ste svojim znanjem in vztrajnostjo postavljali visoke standarde odličnosti, zaradi katerih slovensko vojaško letalstvo uživa ugled doma in v mednarodnem okolju. V vas prepoznamo domoljubje, zvestobo in pripadnost, ki niso samoumevni, a so temelj naše moči. Naše vojaško letalstvo ima bogato in častno tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1919, ko je ljubljanska letalska stotnija 12. januarja opravila svoj prvi bojni polet. V samostojni Sloveniji pa se je nova zgodovina začela pisati pred 35 leti s herojskim preletom, ki sta ga 28. junija 1991 s helikopterjem Gazela izvedla major Jože Kalan in praporščak Bogomil Šuštar. Ta pogum ni bil zgolj dejanje trenutka, temveč temelj suverenosti, ki jo danes varujemo in razvijamo. Naša dolžnost je, da to tradicijo negujemo, jo nadgrajujemo in jo prenašamo na nove generacije. Preoblikovanje v brigado pred dobrim letom je dokaz, da znamo stopiti skupaj in prevzeti večjo odgovornost. Ponosni smo, da smo varuhi slovenskega neba in da svoje naloge opravljamo povezano, profesionalno in z jasnim ciljem v pomenu našega poslanstva. Osnovni cilj slovenskega vojaškega letalstva ostaja nespremenjen, odzivno in zanesljivo izvajanje nadzora ter varovanje zračnega prostora Republike Slovenije. A leto 2026 je tudi leto pomembnih razvojnih prebojev. Z mislijo na prihodnost se letos pričnejo usposabljanja pripadnic in pripadnikov, ki bodo v letu 2027 prevzeli delo in naloge na novih sistemih zračne obrambe IRIS-T in pa helikopterje Augusta Westland 139 ter novih letaliških sistemih na letališču Cerklje ob Krki. Pomemben korak naprej predstavlja tudi ustanovitev letalske šole letališkega strokovnega osebja, s katero sistematično krepimo znanja in zmogljivosti za delovanje letališča Cerklje ob Krki, s tem pa nadgrajujemo tudi sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter potrjujemo, da je slovensko vojaško letalstvo nepogrešljiv del nacionalne varnosti tudi v miru. To poslanstvo dokazujemo že več kot 3 desetletja. Od prvega helikopterskega reševanja v Karavankah leta 1993 do danes, ko pomoč nudimo praktično vsak dan, lani smo prepeljali 765 poškodovanih oziroma obolelih oseb. Tudi v letu 2026 ostajamo zanesljiv partner pri reševanju človeških življenj, pri čemer poleg helikopterskih nalog z letaloma Falcon in Spartan uspešno izvajamo tudi humanitarne polete, kadar so razmere in potrebe to zahtevali.
Ti poleti potrjujejo, da so naše zmogljivosti namenjene ljudem in solidarnosti. Posebno pozornost namenjamo tudi razvoju novih zmogljivosti. V letu 2025 smo ustanovili 155. eskadriljo brezpilotnih bojnih zrakoplovov, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju sodobnega vojaškega letalstva in tako že 8. enoto 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Namen enote, ki je v fazi izgradnje, bo krepitev naše sposobnosti nadzora, obveščanja in podpora delovanju naših enot. Letos mineva tudi dobrih 20 let sodelovanja z Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki ga nadgrajujemo s sodelovanjem pri obnovi meteorološke postaje na Kredarici. S tem zagotavljamo nemoteno delovanje najvišje meteorološke točke v državi in prispevamo k znanosti, varnosti ter boljšemu razumevanju naravnih razmer. Slovensko vojaško letalstvo se razvija tudi navzven. Z aktivnim izvajanjem promocijsko-zaposlitvenih predstavitev po vsej Sloveniji približujemo naš poklic mladim, predstavljamo vrednote, znanje in priložnosti, ki jih ponuja vojaško letalstvo. Veseli nas, da zanimanje raste in da nove generacije prepoznavajo pomen služenja domovini. Spoštovani, leto 2026 potrjuje, da gremo po pravi poti. Gradimo zaupanje, krepimo enotnost in z odgovornostjo razvijamo zmogljivosti, ki jih Slovenija potrebuje. Hvala vsem, ki svojim delom, znanjem in predanostjo soustvarjate zgodbo slovenskega vojaškega letalstva. Vsem pripadnicam in pripadnikom slovenskega vojaškega letalstva iskreno čestitamo našem prazniku. Želim vam varno delo, veliko uspehov in poguma na nadaljnji poklicni poti. Iskrene čestitke tudi prejemnikom priznanj in letalskih krilc. Hvala lepa. K besedi vabim današnjega slavnostnega govornika, ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, dragi župani, naši civilni sodelavci in sodelavke, veterani vojne za Slovenijo. Počaščen sem, da praznujemo skupaj. Iskrene čestitke ob prazniku, imamo častitljivo in pa spoštljivo tradicijo. Moja posebna pohvala, zahvala in pa poklon vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj. Ker je pa začetek leta, najprej varno, srečno in zdravo vam in vašim družinam. Vsi skupaj smo celota in pa skupnost. Čestitke za opravljeno delo. Seboj sem si vzel en majhen, skromen listič, zato da so številke točne. V letu, ki je za nami, ste opravili 745 poletov. 119krat se je reševalo za potrebe gorskega reševanja. 603krat smo nudili medicinsko pomoč, 5krat prepeljali inkubator, 14krat poleteli in varno pristali za darovanje organov, 4krat gasili in po črto prepeljali 765 poškodovanih ljudi. In vsi ti statistični podatki so največji, najštevilčnejši v zadnjih 10 letih. Kar pomeni, da mi vsi skupaj o večnamenskosti, dvojni rabi ne teoretiziramo, ne razpravljamo, ne govorimo, ampak jo živimo, delamo in ustvarjamo vsak dan. Mi se ne pripravljamo za vojno, mi se pripravljamo za to, da branimo mir in mir je vse tisto,
kar moramo mi v politiki z modrostjo, preudarnostjo zagotavljati še naprej. Zadovoljen sem pa, da lahko pod črto rečem, da smo v 35 letih obstoja te države za opremljanje, posodobitev in modernizacijo v zadnjih 4 letih postorili največ. Ne bom se spuščal v druge rodove, kjer so podatki vidni, merljivi. Zadovoljen sem, da smo skupaj bili priča sprejemu drugega Spartana, da obljuba o najsodobnejši zračni obrambi IRIS niso besede, so dejanja, ne da novi helikopterji bodo, ampak so prvi že na traku in da krepimo tudi sodelovanje s slovenskim znanjem. Postaja Mangart je delujoča, deluje in daje odlične rezultate. Imate najsodobnejše simulatorje, ki so plod slovenskega znanja. Niti dodatna proračunska sredstva, spoštovane in spoštovani, niso ključ do uspeha. Ključ do uspeha smo mi, ljudje, državljanke in državljani, za katere varnost skrbimo in ki z zaupanjem in optimizmom gledajo na naše delo in vsi mi skupaj. Srce pod uniformo, srce za domovino ni fraza. To je dejstvo. Ponosen sem, da stvari, ki smo jih imeli za narediti, so in delujejo. Beseda leta je bila božičnica. Reforma plač v javnem sektorju se vam pozna na računih. Tisto, kar še ne čutite v celoti, pa boste, pa je prinesel Zakon o službi v Slovenski vojski. Za dolgove 5 let nazaj se ne bomo več prepirali, niti toževali, pač pa jih bomo poravnali in plačilo za vse tisto, kar boste opravljali na delovnih mestih, je zagotovljeno v celoti. Naša naloga je, da krepimo tudi sodelovanje s sosednjimi občinami, sosedi okrog letališča, sosedi v regiji. Pomembno sporočilo je, da praznujemo danes skupaj z župani in pomembno sporočilo je, da se letalska baza Cerklje posodablja. Mi regijo krepimo, krepili bomo tudi teritorialne sile po zgledu teritorialne obrambe, so pa seveda stvari, ki so stvar naše notranje strokovne odločitve, naša stvar in za njo bomo tudi stali. Zaključim pa z mislijo, ki ni fraza in se jo je treba vzeti k srcu. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, naši dedje spijo v njej, zanjo borimo se naprej. Še enkrat čestitke in pa spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, za koga? Za Slovenijo! Hvala, ponosen. Hvala, gospod minister. Sedaj bo prebral ukaz o podelitvi priznanj 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske številka 094/2025/117 z dne 12. januar 2026 prejmejo
Bronasto plaketo 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe prejmejo Primož Hlastec, David Humar, podjetje Pana Plus d.o.o. in Evoj Petra Petriča Kranj Kuhinja. Zahvalo poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe prejme Mišo Matijevič. Polkovnik Janez Gauber, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe prosim, da podeli priznanja, pristopijo naj prejemniki priznanja. Primož Hlastec, David Humar, predstavnik podjetja Pana Plus d.o.o., predstavnik Evoj Petra Petriča Kranj in Mišo Matijevič. Čestitke prejemnikom priznanj. Sedaj bo prebrana odredba o podelitvi priznanj Ministrstva za obrambo. Na podlagi odredbe o podelitvi priznanj Ministrstva za obrambo Republike Slovenije številka 094/2025-2041 z dne 23. oktober 2025 prejmeta medaljo ministra za obrambo Jože Pelenc in Domen Zupančič, minister za obrambo minister Borut Sajovic. Ministra za obrambo, ministra Boruta Sajovica, prosim, da podeli priznanje. Za podelitev priznanja naj pristopi Jože Pelenc, Domen Zupančiča na vprašanje. Odsotno. Pridobitvijo ustrezne licence letalskega osebja v letu 2025 smo pridobili 2 nova pilota in novega tehnika letalca. Prebrana bosta ukaza o podelitvi letalskih pilota in tehnika letalca Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih pilota Slovenske vojske številka 625/2025 do 793 z dne 5. januar 2026 letalska krila pilota Slovenske vojske prejmeta Lovro Šepec in Leo Benčič. Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril tehnika letalca Slovenske vojske številka 625/2025 do 792 z dne 5. januar 2026 letalska krila tehnika letalca Slovenske vojske prejme Tadej Pavlič. Polkovnik Janez Gauber, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva zračne obrambe. Iz postroja naj pristopijo prejemniki letalskih kril pilota in tehnika letalca Slovenske vojske. Poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe pa prosim, da podeli znake usposobljenosti mladima pilotoma in tehniku letalstva. Iskreno čestitamo novim silam v vojaškem letalstvu.
orkestra Slovenske vojske vabim, da nam zaigra melodijo Jožeta Piška Na modrem nebu. Slovenske vojske. Prizorišče slovesnosti zapušča vojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Prizorišče zapuščajo minister za obrambo, magister Borut Sajovic, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Uroš Paternus, župani občin Brežice, Krško, pozdravljeni, in Sevnica in poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, cenjeni gostje, uradni del današnje slovesnosti je tako zaključen. Preostane mi le, da se vam zahvalim, da smo skupaj počastili dan vojaškega letalstva. Iskrena zahvala gre tudi kvintetu orkestra Slovenske vojske. Goste vabim na pogostitev in druženje v gasilski objekt na naši desni.
Pripadnice in pripadniki pa ste vabljeni v jedilnico vojašnice. Vsem skupaj želi prijetno druženje in lepo praznovanje dneva vojaškega letalstva. Srečno!